Fantasy. Radio Fantasy. Pozdrav kar trem osebam v našem studiu. Dobro jutro, Miran, Amon in Tadeja. Miran, Amon, Miran, Tomaš in Tadeja. Dobro jutro. Amon. Je primek. Pardon, Tomaš, ja. Mislim, kako bi šli pa Gracer, Falnoga, pa Amon. Ja, Gracer, kam so pa tebe dal? Na dva moška. Na prestol. Dober je, v redu. Zdaj obeta se festival Rolce pa Vince in 30. prišli ta festival predstaviti. Zdaj predsednik je tukaj, vi ste kot organizator, ne Zavod Celeja, ti, Miran, si pa gonilna sila in začnemo pri tebi, ker največ govoriš v tej smeri, da boš povedal, kaj bo dogajalo. A veš, da ima Miran plonk cegelc? A res, Imam pa plonk cegelc zato, ker letos imamo res 9 vinarjev prvič, tako da smo razširili to ponudbo iz lanskih 6 na 9. Z nami pa tudi 4 rolcarji, ne? Tako. Tako da zato imam plonk cegelc, ker vsakem imam en stavek za povedati. Zdaj ne vem, če bi kar, lahko kasneje. Lahko kar cajt. A lahko sam jaz nekaj povem. Tadeja, ne, Zavod Celeja Celje, je bila tako redo, da je rolce prinesla. Kje je pa Vince? Kaj ti bi kar nadaljevala od včeraj, ali kaj? Ja, lej, mislim, globoka. spodobi se in pravično je, ne? Gremo tam se set. Globoka je bila tale šuši. No, povej, Miran. Maro Wine so bili z nami že letos ponovno, pomeni, to so naše Celjanke, družina Samec, Maša in gospa. Šmarska vinska klet, 196 članov društva vinogradnikov Šmarje pri Jelšah. Gospod Marič je spet z nami z ekološkimi vini. Na novo je naš prijatelj iz Lendavskih goric, vinska klet Kelenc, S-vino, Tilen Sedlak je vinski kralj, smo ga tudi lani spoznali, letos bo zraven tudi vinska kraljica. Iz avstrijske Radgone Golden Rain, to so pridelovalci penine, tudi naš dober znanec Vino Hlade iz Kamnice pri Mariboru, naš lokalec Glavač Primož, Vina Glavač in pa iz Jeruzalema Vino Herga, tako da širok nabor. Veliko si jih naštel, bo dovolj prostora za vse? Stojnic je 15. Ja. Kar povej, Tadeja, ti si glavna. Od 10 dalje upamo, da se bodo ljudje tudi malo razporedili časovno, čeprav dopoldne pričakujemo kar gnečo. Lilekova in Gubčeva ulica, ki sta se izkazali za top lokacijo za tak dogodek. Popestrili pa smo ga letos tudi z DJ-jem, ki bo prisoten, DJ El Timo, in pa ob zaključku še koncert skupine Pižoni. Tako da za dobro voljo bo tudi poskrbljeno. Poleg tega je pa letošnja novost, ki jo moram poudariti, varstvo otrok v Tehnoparku. Tehnopark ima dopoldne in popoldne 2 delavnici peke rolce. Samo da povem, da ti 2 delavnici sta razprodani. Ne moreš se več prijaviti. In v tem času od 9:30 do 11:30 dopoldne in od 1 pa do 3 popoldne bodo tudi zagotovljena varstva otrok v Tehnoparku. Tako da izgovorov ni, ne? Izgovorov ni, to sem hotela pa dodati. Ampak bomo pa letos tudi trajnostno naravnani, je res? Je res. In na kakšen način? Tako. Kozarci, itak so tu festivalski kozarci, ki jih bomo prodajali, ni nobene plastike, te embalaže, ločevanje odpadkov, na prizorišču pa je tudi pitnik s pitno vodo. Tako da želimo si, da si ljudje, glede na to, da se bo tudi začel Evropski teden mobilnosti, pripeljejo v mesto trajnostno oziroma mogoče celo pridejo peš, s kolesom, celebus, pridejo pogledati dogodek ob Evropskem tednu mobilnosti na Prešernovi ulici, potem pa seveda k nam v dobro družbo na Rolce in Vince. Jaz bom samo to rekel, nazaj verjetno ne bodo odtekli, če bojo prišli peš. Mislim, ne bojo se zlili. Ni tak namen. Pik ne bodo dobili. Naj to predsednik zdaj pove, kak je namen? Alkohol škoduje zdravje, ne? Absolutno. To je v prvi meri. Tomaš, kar malo bliže priti. Kar se tiče druga, je vse, mislim, da tam je Miran povedal vse, kar je bilo v tej smeri zapovedati. V bistvu bo bolj degustacija vina in ne da se ga
Ja, no, to je namen, ne degustirati vino in ga okusiti, ne pa se nalivati. Mogoče bi še jaz malo sam tehnično, jaz pač danes bolj resna. Če pač tehnične podrobnosti povedala, kozarce bomo prodali na naši stojnici organizatorja Zavoda Celeja po 3 evre, možno jih bo seveda odnesti domov ali pa tudi vrniti tisti, ki si jih pač ne bo imel kam zadati. Potem imamo enotne cene rolc, 3,20 evra, 4 rolcarji, tako zdaj po domače že govorimo, Pekarna Rolca, potem Slaščičarna Zvezda, Geršak in pa Hotel Evropa. Vina, degustacije pa poskrbi potem vsak vinar zase. O vinu smo rekli, že Brandy je pisal, trta rodila je vince sladko, dala mi je svoj zaklad, da ga s prijatelji pijem lahko, vino imam te rad. Oda vino, ne? Lepo. To je to, povedali smo, koliko bo vinarjev. Kaj pa zdaj s to rolco? To je naša sladica ali je iz Avstrije skopirana? V bistvu je tako, da je v 50 letih slaščičar, prejšnjega tisočletja, ki je delo na Dunaju, prišel v Celje in je v slaščičarni Mignon spremenil en avstrijski recept in naredil to celjsko rolco. Je pa, bom rekel, podobna. Ne? Ki pa je bila slaščičarna Mignon? Mislim, oprosti. Slaščičarna Mignon je nasproti zdajšnje hotela Celeja, zraven bivšega McDonald'sa, zraven banke Celje. Okay. Zdaj mislim, da je tam ena banka. Te slaščičarne že dolgo ni. Recimo jaz, moja generacija in starejši se pa te slaščičarne dobro spomnijo in takrat so bili zelo znani po tej rolci. Zdaj pa tu imamo več ponudnikov, vsak da nek svoj, bom rekel, pridih. Je pa to orehovo testo, čokolada, sveža smetana, tako da. Super zadeva. Definitivno moramo jutri priti od 10 do 16. Do konca. Okay. Bomo videli, kdaj bomo končali, nekje ob 6 računamo, da se bo koncert zaključil. Mogoče pa še kako minuto kasneje. Ja. Pa bo dovolj rolc na zalogi? Glede na lanski obisk pričakujemo letos vsaj toliko, če smo malo skromni, ne? Lani so vse prodali, tako da upam, da so se dobro pripravili. Mi smo jim že naročili, je pa tako, če še samo dodam, mogoče malo pri rolci, to, kar je že Miran govoril. Zdaj vsak dela seveda malo po svojem okusu, po svojih receptih. Tisti nek originalni recept se kar skrbno skriva, naj bi bil nekje zakopan v slaščičarni Zvezda oziroma naj bi ga imeli. Tako da je kar malo misteriozna tale naša celjska rolca. S takim dogodkom pa še tudi z ostalimi, ker dejansko vse te ponudnike mi tudi ob ostalih priložnostih izpostavljamo, pa želimo narediti res rolco prepoznavno in mogoče pridemo tudi enkrat, pridemo enkrat do tega celjska rolca, tako kot naprimer Blejska kremšnita, recimo, da rečemo. Smislo, no. Mislim, da všeč mi je, no moram pa tudi to dodati, všeč mi je, da so ponudniki zelo ambiciozni in v bistvu na tak način potem tudi lahko tako zgodbo potem nadgrajuješ, pa pripeleš do neke končne prepoznavnosti pa nekega pozicioniranja, res ne. No, vinarji ste se pa verjetno tudi pripravljali, da ne bo zmanjkali, ne? V bistvu vinarji so dobro pripravljeni, kar se tiče vinarjev pa vina se obrnete lahko pa tudi na člane društva Vince, ne, Tomaž bo povedal, kako bomo jutri oblečeni, vsi skupaj, vsi enako v modro barvo, za vse člane. Pa črne brez rokovnike. Tako je, tako da, kar se tiče vinskih informacij, najdete pri nas in vinarjih. Se pravi, oblečeni v modro in črne lajbi, če boste imeli. Tako. Pa slišalo se jih bo na vsakem koraku, tako da po mojem jih ne boste zgrešili. Všeč mi bo tudi to, če bom dobil od vinarjev informacijo, kaj paše k sladici, kakšno vino? Mislim, to lahko... Suho, sladko? To lahko vinar sicer pove, ne? Ampak vsak človek ima svoj okus in se veš, tako za ženske, za vino. To ljudi so različnih okusov. Ja. Praviloma pa sladka vina, posladka, desertna vina, ne? Ampak ni pa pravilo. Bodo tudi penine, ne? Zraven določenih bojo imeli, tako da
Tudi malo bolj sladek izbor, recimo, no, ni nujno, da je penina sladka, ampak bo tudi slajši izbor. Peneče se vino. Okay. No, jaz bi za naslednje leto imela nadgradnjo. Malo pogledajte, cajta je zmanjkalo. Ampak naslednje leto pride nadgradnja, se pravi rolce, vince in Radio salamce. Fantasy. Pa studio Radio Fantasy v živo iz lokacije. Ja, ker je Miran tako. rečel, hoče met v živo, ne, naslednje leto. Dobro je, V redu, Tomaž zmenjeno, skozi govori. naredimo. zmenjeno, vem. Drugo leto skozi. Mislim, ful ste bili, ja, Ja. res ste se zmatrali, Tomas, sploh ti, ne? Ja. Taklej, strici za zadnje, boš pa jutri kaj več. Torej, vabljeni od do, smo rekli. Od 10 dalje, najmanj do 6 bomo pa tam, Ok, Ok. zmenjeno. če ne bo vsega zmanjkalo. Ja, lej, torej, Tomaž, Tadeja, Miran, hvala lepo za obisk, jutri fajn sfurite, pa se vidimo. Hvala. Čau. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.